Se pravi, reševanje sistemov enačb z več neznankami. Prvi način reševanja je zamenjalni način. Zamenjalni način pomeni, da iz ene enačbe, recimo da iz prve, izraziš ven eno neznanko, jaz se bom odločila za y, se pravi, ta y dam na drugo stran, pa iz minus y rata plus y, 3x pustiš tam, kjer je, pa še enko prestaviš na drugo stran. Se pravi, iz prve enačbe dobiva y je 3x minus 1. Potem pa ta y vstavimo v drugo enačbo za y. Se pravi, namesto y vstaviš 3x minus 1. Zamenjava, zato je to zamenjalni način. In dobiva 5 krat x plus 3x minus 1 je enako 7. Zdaj to poračunamo. 8x je 7 plus 1 je 8 in x je 1. X je 1. Zdaj, ko imam x, se pa vrnem k temu, ko sem y izrazila in napišem, y je torej 3x minus 1, to pomeni, da je y 3 krat 1 minus 1 in 3 krat 1 minus 1, to je enako 2. Eto, imam rešitev enačbe. Y je 2, x pa je 1. To je prvi način, zamenjalni način, se pravi iz ene izrazim in vstavim v drugo noter. Drugi način reševanja sistema, prav 2, izenačevalni način največkrat uporabljava, ko iščeva presečišče dveh stvari. Recimo presečišče dveh funkcij, ali pa kasneje boš imel presečišče parabole pa neke linearne funkcije. Tako, večkrat bova uporabila izenačevalni način. Kaj to pomeni? Iz obeh enačb izraziš isto stvar. To pomeni, da bova v prvi enačbi ta minus y dala na drugo stran, dobiva y je 3x minus 1, v drugi je y je minus 5x plus 7, potem pa rečeva, ta y je isti kot ta. Izenačimo. Torej je 3x minus 1 isto kot minus 5x plus 7. Izenačim med sabo in napišem, da je y enako y. Torej 3x minus 1 je isto kot minus 5x plus 7. Potem pa enačbo razrešim. 3x plus 5x je enako 7 plus 1 in dobim 8x je enako 8, x je 1. Tako kot prej, seveda ista enačba, potem pa vstavim v eno od enačb, minus 5 krat 1 je minus 5, plus 7 je 2 in imam tudi, da je y enak 2. To je izenačevalni način. Tega uporabljava ponavadi za iskanje presečišč. Zamenjalni način, ki smo ga pa prej imela, pa večino primerov uporabljamo v fiziki. Tam recimo iz ene enačbe t izraziš, pa vstaviš v drugo enačbo. In potem iščeš naprej tisto, kar moraš iskati. Sva povedala 2. Zamenjalni način, izenačevalni način. Greva še na tretjega. Tretji način se pa imenuje metoda nasprotni koeficient. Recimo imamo 3x minus 2y je 13, je prva enačba, druga je pa 5x plus 4y je enako 7. Kaj pomeni metoda nasprotni koeficient? Ti se odločiš, česa se bo znebil, katere neznanke, x-a ali y. Pravilo je namreč, če iz dveh enačb dobiva eno enačbo, se moramo pri tem znebiti ene neznanke, ker drugače ne bova znala rešiti. Zato lahko tukaj prvo enačbo pomnoživa z 2.
In kaj dobiva? 3x krat 2 je 6x, minus 2y krat 2 je minus 4y in 13 krat 2 je 26. Zdaj v bistvu namesto prve enačbe imam zdaj to. In vidim, da je ob y, da stojita ravno nasprotna koeficienta. Kar pa pomeni, da če se jaz sedaj odločim in te dve enačbi seštejem, dobim 5x plus 6x je 11x, plus 4y pa minus 4y se izničita. In to je skupaj 7 plus 26 je 33. Iz tega dobim potem x je 33 enajstin, kar je 3. Zdaj bi lahko jaz v eno od teh enačb vstavila za x3, pa bi imela 3 krat 3 je 9, minus 2y je 13, pa bi pol iz tega dobila 2y. Včasih je to najhitrejše, če je taka lepa številka kot to, bi bilo to čisto smiselno, se pravi, da vstavimo noter. 3 krat 3 sva rekla 9, minus 2y je enako 13, potem je pa 2y enako 9 minus 13, 2y je minus 4, y je minus 2. Se pravi, stavim v eno od enačb. Če pa dobim kakšne grše številke, recimo kakšen lomek, pa se mi ne da noter vstavljati, potem se pa vrnim k prvotnim enačbam, ampak zdaj razmišljam, kako bi se znebila ne y, ampak x-a. Aha, če imam 3x pa 5x, bi mogla prvo pomnožiti z minus 5, drugo pa recimo s 3. Na ta način bom dobila pri x-u nasprotni koeficient in se bom x-a lahko znebila. To je v bistvu zelo podobno skupnemu imenovalcu. Najmanjši skupni imenovalec. Tako kot tam iščeš, s čim razširiš ulomek, da dobiš najmanjši skupni imenovalec, tukaj iščemo, s čim pomnoživa obe enačbi, da dobiva nasprotni koeficient. In poglejmo, kaj dobim. 3x krat minus 5 je minus 15x, plus 10y je enako minus 65, pri drugi pa 15x, plus 12y je enako 21 in zdaj zopet to seštejem. X-i se izničijo, tako sva tudi hotela, in dobim, da je 22y enako. In zdaj minus 65 pa 21 je pa minus 44. In iz tega zdaj dobiva, da je y minus 44 22 in je to minus 2. Čeprav se nam, in zdaj imamo y je minus 2, x smo pa že prej imeli 3. Se pravi, dvakrat narediš metodo nasprotni koeficient, pa tudi dobiš obe neznanki. Čeprav se nam ta metoda nasprotni koeficient na začetku zdi najbolj čudna, je ena najbolj uporabnih. Nasprotni, izenačevalni ni toliko pogosto, zamenjalni, ja, tudi ne. Ampak lahko se pa pri vsaki nalogi odločiš, kaj boš uporabljal. Največkrat je najlažje uporabiti nasprotni koeficient. Razen še ene, ki jo bom pol povedala. Obstaja še četrti način reševanja enačb. To je grafično. Kaj to pomeni? Ja, ko imam jaz te dve enačbi, 2x minus y je 2 in 4x minus 2y je 3, vem, da sta to dve linearni funkciji. In jaz te dve linearni funkciji narišem. Se pravi, y v en izrazim, to pomeni, da ga dam na drugo stran, da dobim y je 2x minus 2, pri drugi bom pa najprej dobila 2y ven, je 4x minus 3, y je pa potem 4x polovic minus 3 polovice, kar je isto kot 2x minus 3 polovice. In bi te dve funkciji narisala.
pa gledam, kje se sekata. Ampak kaj ugotovim? No, sem pa glih ta pravo vzela. Kakšni sta ti dve črti? Mimobežni sta. Zakaj sta mimobežni? Ker sta vzporedni. Ker imata enak smerni koeficient. In v takem primeru bi bila pač rešitev pražna množica. Ne obstaja rešitev. Če ponoviva, se pravi, prvi način je bil zamenjalni način, drugi izenačevalni, metoda nasprotni koeficient, grafično, zdaj grafično najmanjkrat uporabljava. Zato, ker moraš zelo natančno narisati, da vidiš. Si pa včasih pomagamo. Obstaja pa še način, ki se mu reče Gaussova eliminacijska metoda. Kar na krajše Gaussova metoda. To so zdaj 3 enačbe. Kako jih dati skupaj, da bomo imela na koncu samo eno enačbo pa eno neznanko. Preden bomo narisala Gaussovo, bomo poskušala to rešiti recimo z načinom, poskušala z metodo nasprotni koeficient se znebiti, y se bova zelo hitro lahko iz prvih dveh znebila. Namreč, kaj lahko naredim? Jaz sam seštejem prvi dve in dobim ven tole. 3z je 23. Lepo sem se y znebila, ker sem seštela te dve, a vidiš? Ampak zdaj se moram y znebiti še pri zadnji enačbi. Tukaj je plus 2y. Pa rečem, dobro, bom pa jaz tole pomnožila z minus 2, pa dobim minus 2x, oziroma ne z minus 2, kar s plus 2. Minus 2y plus 2z je enako 24. In če bi jaz zdaj to dvoje seštela, bi dobila 2x plus x je 3x, minus 2y pa 2y se zopet izničita, tako kot sem hotela, plus z je enako minus 7. Ja? No, tako sva zdaj iz 3 enačb dobila 2 enačbi z 2 neznankami. Zdaj bom pa pokazala, kako se pa to z Gaussovo naredi, ko je v bistvu isto, kot sva tukaj delala, samo da je zapis nekoliko krajši. Zapisujeva namreč z matriko. Zdaj pa poglej, kako to naredim. Matrika je takole z oglatimi oklepaji označiš. Za začetek si bova pomagala, pa bova rekla, da je to prvo stolpec x, drugo stolpec y, tretjo stolpec z, potem so pa rezultati. Tako, tega mi ni treba pisati, ampak za začetek napiševa. Zdaj pa poglej, kaj narediva. Tukaj piše nx, zdaj prvo enačbo gledamo, prav? Prvi vrstici bom napisala prvo enačbo. Piše n krat x, zato napišem pod x1. Pa n krat y, zato tudi tukaj napišem 1. Pa 2 krat z je enako 11. Pri drugi imam zopet n krat x, pa minus n krat y, pa n z, pa 12. Pri tretji imam pa 1, 2, minus 1 in minus 7. Prej sva pokazala, kako lahko s števanjem iz 2 enačb dobiš tukaj recimo x plus y pa x minus y se izničili, pa sva iz 2 enačb dobila eno. Tole, pa pol, ko sva to dvoje seštela to. Tukaj bova pa kar te številke malo skupaj seštevala. Najin cilj je, da dobiva čim več ničel. Najprej samo glej, pol boš pa počasi videl, kako se to dela. Takole imava. Recimo rečem, poglej, če bi jaz to pa to, če bi jaz od te vrstice to vrstico odštela, bi dobila tukaj ničlo. To bi bilo super. Bom jaz prvo vrstico kar prepisala, drugo vrstico grem pa odštevati. 1 minus 1 je nič. Minus 1 minus 1 je minus 2.
1 minus 2 je minus 1 in 12 minus 11 je 1. In imam tukaj ničlo, jaz hočem čim več ničel dobiti. In še od te bom isto odštela prvo. 1 minus 1 je nič. 2 minus 1 je 1, minus 1 minus 2 je minus 3 in minus 7 minus 11 je minus 18. In grem naprej. Napišem dve vijugici, pa bo nova matrika. Aha, tukaj imam ničli. A bi jaz lahko tukajle ničlo dobila? Tukajle. Ja, bi lahko. Kaj bi mogla narediti? Prišteti dvakratnik tega. Tukajle. Lahko bi pa ničlo dobila tudi tukajle. In sicer tako, da bi od te vrstice odštela to vrstico. To lahko delam, ker to je v bistvu isto, kot če imam metodo nasprotni koeficient, ko tako 2 pa 2 združujem skupaj. Tukaj čisto isto delam, samo da ne pišem x-ov zraven. In rečem, bom jaz zdaj od te prve vrstice najprej zadnjo vrstico odštela. In pogledam, kaj dobim. 1 minus nič je 1, 1 minus 1 je nič, 2 minus minus 3 je 2 plus 3 je 5 in 11 minus minus 18 je 29. Takole. Za drugo sem pa že rekla, da bom prištela dvakratnik tretje. Zato sem kar vzgoraj napisala dvakratnik. Nič krat 2 je nič, 1 krat 2 je 2, minus 3 krat 2 je minus 6, minus 18 krat 2 je minus 36. In potem gremo. Nič plus nič je nič. Minus 2 plus 2 je nič. Minus 1 plus minus 6 je minus 7 in 1 minus 36 je minus 35. Zadnjo vrstico bom pa prepisala. Takole. Super. Imam že kar nekaj ničel. Zdaj vidim, da tele drugi vrstici lahko jo vse skupaj delim za minus 7. In če delim za minus 7, bom dobila namesto minus 7 1, namesto minus 35 pa 5. Namreč, to je v bistvu bila enačba zapisana. Katera? Ja, enačba 5y je enako 35, ne? Oziroma 7y je enako 35 in jaz lahko tukaj, če imam takšno enačbo, seveda ne bom imela tako velikih številk, bom rekla samo deljeno z 7, pa bom dobila y je 5. Tukaj pa samo 1 pa 5. Namreč, zdaj, ko imam tukaj enko, poglej, kaj lahko naredim. Takoj se lahko tele petke znebim. Kako? Ja, odštejem 5-kratnik tega vspodaj. Torej tukaj 5, pa tukaj 25. In dobim 1, nič minus nič je nič, 5 minus 5 je nič, 29 minus 25 je 4. Pa naslednjo bom samo prepisala, ampak jo bom prepisala na zadnjo mesto. Namreč vseeno ali napišem to vrstico prej ali to. Vrstice lahko med sabo zamenjujem. Tako kot je pri metodi, ko smo imela nasprotne koeficiente, čisto vseeno, katero enačbo prej napišem. Ali najprej napišem to ali to. Bi lahko komot obrnila vrstni red. Se pravi, vrstice lahko med sabo zamenjujem. Zakaj sem dala to na zadnjo mesto? Zato, ko ima 2 ničle in pol šele enko. Zato sem jo dala vspodaj. Zdaj pa gledam, kako bi se pa jaz tukaj minus trojke znebila. Jaz bi lahko to pomnožila za 3. To drugo vrstico s 3 pomnožim. Potem pa prištejem, pa grem. Nič plus nič je nič. 1 plus nič je 1. Minus 3 plus 3 je nič. In minus 18 plus 15 je minus 3. In to je moj cilj. Da imam matriko, ki ima tukaj po diagonali enke, takole, vse ostalo pa nič.
In zdaj se spomnim, da to pomeni x, to y, to z. In kaj zdaj piše? Ja, piše, da je x enako 4. Y je enako -3 in z je enako